Došli na že tretjem tekmovanju za mehanika leta. Prvič v delavnici, prvi 2 sezoni smo bili pač v učilnici in je samo tekmovanje potekalo nekoliko drugače. Danes pa mislim, da so se fantje že fejs potili in da bo mogoče ta zadnji del nekoliko lažji. Tekmovanje organizirate revija Mehanik in voznik ter spletni portal Žurnal 24, tako da bom za uvodne besede prosila predstavnika obeh medijev. Marko, Gregor, pozdrav. Dobrodošli tudi v mojem imenu. Bom zelo kratek, kajti danes ima glavno besedo stroka. Zahvaljujem se vam za udeležbo. Veseli me, da smo se že tretjič zbrali, čeprav na drugi lokaciji, ampak mislim, da je ta lokacija še bolj primerna izboru, ki ga organiziramo in ki ga vsako leto malce nadgradimo. Skratka, dobrodošli in besedo predam kar Gregatu, da bo več časa za strokovne zadeve. Tudi jaz se vsem zahvaljujem, da ste prišli med tednom, tako sponzorjem kot navijačem, ki boste podrili svoje tekmovalce. Tudi jaz sem vesel, da se je projekt prijel, to se pravi, 3. leto smo skupaj, vsako leto gradimo ta projekt. Letošnjo leto je tudi bilo danih rekordno število glasov, preko 15.000 glasov za mehanike, tako da se je bilo treba kar zelo potruditi, da so sploh prišli med 10 finalistov. Tako da, ker smo malo zavlekali, se oproščam, pa bomo kar začeli. V bistvu imamo še en pozdrav, gospod Alojz Krajnc, podravnatelj srednje poklicne šole tukaj, ki nas prav prijazno gosti že 3. sezono, upam, da še kakšno potem. Najprej pozdrav, potem pa nekoliko pozneje še pravila današnjega tekmovanja. Torej, dobrodošli na naši šoli, zdaj, kot rečeno, v malo drugačnem okolju. Veselim nas, da smo odprli delavnice, se pravi neko realno okolje, v katerem dejansko poteka ta poklic, avtoserviserji, in želimo vam, se pravi, da bi se dobro počutili in da bi kdo bo tisti, ki bo najboljši. Torej, letos je tradicionalno leto, kajti že tretjič to pripravljamo in smo veseli, da smo lahko gostimo, se pravi, to prireditev in v imenu ravnateljice, ki se opravičuje, službeno odsotna, vas vse lepo pozdravljam. Hvala. Znati je tudi dokaj 10 tekmovalcev, 6 finalistov je povsem novih, se pravi prvič. Preden tekmovalce pošljemo izven delavnice, zaradi tega, ker ne bomo mogli spremljati, kaj delajo kolegi v dvorani, bom prebrala, kdo je z nami, tako boste tudi nastopali v tem drugem delu tekmovanja. Andraž Boh iz avtoservisa Boh iz Grosuplega. En aplavz, upam. Dejan Satnik iz Avtokoletnik iz Maribora. Triglav avtoservis iz Ljubljane. Eva Kušič, avtocenter Kondor iz Ljubljana. Marko Komplet. Janez Krančič, avtoservis Janez Krančič iz Markovcev. Miroslav Mirtelj, SP iz Boštanja. Naslova gospod Primož Rožnik iz avtoservisa Avtokoletnik Avtokoletnik Maribor, avtocenter Kondor, Ljubljana, Primorje danes najdaljši. Gospod Krajnc nas bo seznanil tudi s tem drugim delom tekmovanja, potem pa tekmovalce razen Andraža Boha naprošamo, da zapustijo delavnico. Da je prvič, potem moraš pa zanimiv. Pač vidiš malenkosti, kakšne drugače nisi pozoren, moraš biti pozoren. Zanimiv. Prepoznavanje je šlo? Ja. Je šlo. Leon? Drugič? Drugič, še kar v redu. Še kar v redu? Bolje kot prvič, ali ne?
Čeprav prvič je bilo že tudi relativno dobro, ja. Oziroma kar zelo dobro. Alen? Tukaj. Mladost je še prednost, a ne? Ja. Slišala sem, da si končal tukaj izobraževanje. Res je. No, če eno izkušnjo več, ne. Sam premalo časa je, to se ve. Ja, to ni premalo časa. To ne smeš na tekmovanju reči. To potem meni lahko rečeš v delavnici, da za nekaj rabiš 3 ure, čeprav rabiš 15 minut, ker ne razumem vseh postopkov. Dževan? Ja. Pač v redu je bilo, ampak premalo cajta, res bo. To je to, ne? To je res. Še eno kavo bi morali vmesati, ne? To bomo povedali, še kaj drugega. Marko? Zanimivo, malo bolj pošolsko. Sam gre. Ja, po šolsko biti se morate nenehno izobraževati. Boste tu napisali, ne? To jo. To je. Sam mislim, da sem zaključil z ostalimi izobraževanjem. Glede mehaništva, jo. Tako, super. Janez, kje ste? Tretjič. Kaj se obletate? Super. Super, tako kot vedno. Pridete še naslednjič, ne? Ne? Zakaj pa ne? V drugim moraš še probati, ne? Moraš še probati. Velja, bomo videli prihodnje leto. Miroslav, vi ste prvič. Jaz sem prvič, mešani občutki. Misliš, da veliko veš, pa ne veš veliko, to je. To je šar tekmovanja. Ja, malo je Šar dela. časovna stiska, pa bomo videli. Se zadeva tekmovanje dejansko v tem, da smo malo časovno omejeni, drugače bi lahko cel dan tukaj Ja, živeli. tako je, ne. Pa to Zaprobati, ni ja. namen. Branko, drugič. Drugič. Jo, v redu. Manj treme. Manj treme, Ja. verjetno tudi bolj uspešno potem, ali ne? Bomo videli. Oziroma vsaj občutki po povedanem upravljanju. Ja, razne ene naloge. Je kar okej. Bo, Ja. Primož, vi, ki ste vedno za kec. Kaj pa, če ne bom? Ne, v bistvu zadnjič, no. Tako bom rekel. Moram reči, da v vseh 3 tekmovanjih do zdaj pohvale organizatorjem iz šoli, se mi zdi, da so zelo velik korak naredili tudi v pripravi, Raste. v nivoju in le tako naprej. Matic, mladosti na tvoji strani tokrat, Ja, bomo pa videli na je koncu. tudi hitrost. Ja. Pač za prvič bomo videli, kako na koncu, ampak povedal. Ti si tudi končal srednjo poklicno ali Ja, tukaj, se pravi v teh delavnicah ti se voli. ja. No super, se pravi domače okolje zaradi tega, ker si končal pred dobrimi 4 leti. Ja, 3. Če si končal normalno. Ja. Hvala še enkrat vsem. Predvidevam, da bo tudi letos prišlo eno uporabno, praktično darilo. V imenu SKF Slovenija podarjam Voje Kleš za montažo homokinetičnih zglobov oziroma manšet. Hvala lepa. No, zelo smo bili veseli sodelovanja se pravi, s katerokoli firmo, kajti vemo, da brez sodelovanja s firmami žal ne gre in z razvojem tehnologije rabimo tudi urodje, ki so specialna in mislim, da bo zelo koristilo šoli in sploh. Veseli. Hvala.